NN podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke. To je NN podcast, prvi v vrsti volilnih podcastov ob letošnjih državnozborskih volitvah. Z njimi želimo na NN, kjer lahko sicer spremljate izjemno bogate volilne vsebine, ki jih pripravljajo naši izvrstni novinarji za področje notranje politike, poskrbeti tudi za širši kontekst in analizo. Jaz sem Suzana Lovec, moj današnji gost je pa Metka Majer, vodja uredništva 24 ur in vodja volilnega projekta na POP TV. Lep pozdrav. Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija. Živijo. Neda Došenović, vodja deska na NN in dobra poznavalka funkcioniranja družbenih medijev. Živijo. In Luka Mlakar, novinar za področje notranje politike na NN. Zdravo, hvala za povabilo. Dobrodošli vsi še enkrat, hvala, ker ste z mano. In gremo kar direktno, Metka, Luka. Kampanja je na visokih obratih, izjemno je intenzivna. Prvič je zelo zaznamovana tudi z dejavnostjo influencerjev in influencerk. Tu so tudi spletni napadi na profile vlade in predsednika vlade. Prvič zares smo pri nas v večji meri priče uporabi deepfake videov, torej doslej smo pri tem sicer videli bolj ali manj humorne videe za smešanje tekmecev. Potem je tu še dejstvo, da tokrat politiki pogosto nastopajo pri podcasterjih, ki niso novinarji in kjer politike bolj ali manj vidimo nasmejane. Začelo se je sicer veliko pred začetkom uradne volilne kampanje, seveda pa so tukaj tudi klasična nagovarjanja, plakati, dogodki in seveda soočenja. Teh je tudi veliko, zato me zanima, kaj so ta po vajinem mnenju do sedaj pokazala. Mitka. Se strinjam najprej mogoče, da je ta volilna kampanja pestra, da je drugačna v tem smislu, da napreduje v smislu, če temu rečem, lahko tehnološkega razvoja in da temu sledi. Je pa tudi res, da imamo mi vsi tendenco, da vedno rečemo, da tokrat je pa res posebej zanimivo, ker to tako doživljamo tudi kot novinarji intenzivno, ne. Ampak v tem smislu, kaj so pokazala pa recimo soočenja, ki so pa še vedno vendarle nek klasičen del predvolilnih kampanj. Jaz bi vseeno rekla, da so še vedno odločilna. To je na nek način, se mogoče v svetu nekje spreminja, nekje še, ponekod pa tudi ne. In mislim, da pri nas smo še vedno na tej točki, ko so še vendarle zelo pomembna. Mislim, da se tudi politiki tega zavedajo, ker vem, da recimo v nekaterih evropskih državah se recimo politiki gladko rečejo, pač, da ne bodo prišli pri nas tu in tam vendarle tudi kdo, ampak hkrati pa se velikokrat zgodi, da potem na koncu vendarle so zasedbe precej polne. In kaj so do zdaj pokazala? Torej videli smo nekaj soočenj na televizijah, v bistvu že vseh treh, ne. Videli smo že to tematsko soočenje recimo včeraj na nacionalki. Tudi mi ga imamo v ponedeljek na zdravstvo. Zdaj če lahko govorim jaz recimo o ponedeljkovem, ki sem ga nekako najbolj spremljala, torej na POP TV. Najprej ta grafična podoba, ne, torej vizualna podoba, da temu rečem, 8 moških. Torej podoba, za katero otroci, ki niso bili indoktrinirani v patriarhat, rečejo, zakaj tam stoji 8 moških, ki nam nekaj govorijo. To je zanimiva slika slovenske politike v tem trenutku. Sicer pa, ja, morda bolj kot kadarkoli, mislim, kot kdaj prej, sta res neka dva glavna protagonista, za katera dva je pa seveda jasno, da ne boste odločala teh volitev. Mislim, koalicija po teh volitvah, ampak bojo odločili vsi ti ostali, tako kot pač v našem sistemu je. Kot sicer tudi vedno je, ne glede na to, ali sta dva protagonista ali ne. Jaz sem tu si vseeno sposodila pač pa besede mojega kolega Marka Gregorca, ki je zelo dobro rekel, eno tako prispodobo, v kakšni poziciji seveda nastopa premier, torej Golob, ne, kot nekaki, seveda kot tisti, ki ima zdaj v tem trenutku vse niti v rokah, ne, ampak on zdaj nastopa kot človek, ki je skuhal večerjo ali kosilo in zdaj seveda vsi ostali pa pač to lahko ocenjujejo. To je težka pozicija. Hkrati pa vidimo torej predsednika SDS-a Janeza Janše, ki je zdaj v tem trenutku v neki tej spravljivi podobi. Torej zelo, tudi nekako je se zdel celo bolj sproščen kot recimo Golob.
ravno pa zaradi tega, ker bodo pa seveda ti mali akterji to odločali, pa se mi zdi, da je pa tukaj nekako letos ali pa za zdaj, do tega trenutka, mogoče to vprašanje, kaj se bo zgodilo, ali bodo prišli v kondicijo ali pa bodo se začela poznati še bolj utrujenost. Se mi zdi, da pa se nekako vendarle vidi pa pri teh drugih akterjih tudi neke vrste malo nervoza ali pa hitro izrečene besede. To se mi zdi, da da vendarle smo v zadnjih letih, nas je več medijskih hiš, tudi mi smo razvili pač ta torej merjenje resničnosti tega, kar je izrečeno in se mi zdi, da ne glede na to, še vedno je veliko stvari izrečenih, ki so ali držijo ali ne, ampak vem, da marsikdo reče, tu me boste lovili in je to v redu, ne. Zdaj pa mogoče še Luka, pa mogoče še o tem delu ali pa še kasneje, no, kar se tiče pa tega spletnega, kar je pač tudi res specifika tega. Luka? Meni se zdi v bistvu, da kakor sem jaz vaše soočenje spremljal, to predsedniško prvo, se mi zdi, da tisti kandidati, predsedniki stranke v bistvu odkrito stavijo v bistvu na soočenje, na to, kako se bodo tam predstavili in nabirali v bistvu glasove, da bo imeli kar težko delo, ker so se mi zdeli kar vsi predsedniki, ki so bili pri vas, so se mi zdeli relativno zelo dobro pripravljeni. Ne? Vemo, da Vladimir Prebilič recimo veliko cilja na soočanje, tudi premier Goloba, ne, ki je v bistvu napovedal zdaj par duelov z predsednikom SDS-om Janezom Janšo. Žal gospoda Janše k nam ni bilo, meni je žal zato, ker bi pri nas imel seveda enakovredne možnosti za soočanje z predsednikom vlade in izmenjavo stališče, sem pač v to prepričan. Se mi pa zdi, da premier, da je v bistvu tudi na vašem soočenju, pa tudi na tistem prvem nacionalkinem, da je nastopal tako mogoče malo kot da je poskušal ustvariti nek vtis, da je državnik, da je nekako nad njimi, ni se pretirano spuščal v polemike, recimo tudi z Janšo, čeprav pač zaostaja v anketah, še vedno, in bo nekako mogel, če pač želi sestaviti vlado ali pa če cilja na volilno zmago, ta zaostanek nekako izničiti. Zdi se mi, da tudi Anže Logar v bistvu veliko, da se kar vzame besedo, da je veliko pri besedi. Pri Prebiliču se mi zdi, da mogoče malo manj govori. Pa tudi se mi zdi, da tudi Stevanovič v neki fazi je dokaj enakovredno pariral ostalim. Opozicijski NSI in SDS sta v bistvu napovedovali bojkot predvolilnih soočenj na RTV Slovenija, ampak zdaj sta spet na soočenjih. A če bi ti dve stranki ne hodili na soočenja, v bistvu zdelo se je, da bi pridobival Logar, da je v bistvu ta odsotnost njuna bi njemu pomagala. Predvsem je tu, če razumemo to pozicijo SDS-a, ki ima neko to svojo trdno bazo, pa torej tu in predsedniki in ostali člani stranke znajo nekako, ali PR, kdorkoli zna dozirati to, kje in kdaj se pojavi, pa mislim, da NSI pa sploh ni v tej poziciji, zaradi tega, ker je pač v enaki tej poziciji nabiranja odstotkov in je seveda logična ta odločitev. Dobro, z enim so tem pokazali ta nek svoj protest ali karkoli že, ampak je normalno in logično edino, da so se vrnili zdaj nazaj. In isto SDS pač seveda nima smisla, torej, da oni ne predstavljajo 2 uri, da prepustijo to vlogo predstavljanja recimo torej pogledu na zdravstvo nekomu drugemu. Ne? Neda, kako torej tokratno kampanjo oblikujejo družbena omrežja? Kakšna je tvoja analiza tu? Velik del dogajanja je na družbenih omrežjih, tega volilnega dogajanja, in potem, kot smo rekli, nekako se nam zdi ta volilna kampanja vseeno, da je odskočila od drugih. Veliko več se tam dogaja, ne? Je veliko več kot v preteklih letih. Jaz mislim, da se je ena sprememba zgodila pri zadnjem referendumu. Že takrat so javnomnenjske raziskave, kot sem jaz spremljala, v bistvu kazale večjo razliko, ne toliko izenačenje, medtem ko je bilo na družbenih omrežjih že čutiti, da mogoče pa ne bo šlo tako gladko v eno ali pa drugo smer. In tam sem v bistvu opazila, da je ena sprememba, zdaj pa sploh. Take drame mi na socialu nismo videli pri politični kampanji. Videli smo za druge teme, ampak pri politiki pa res ne. Tako da v tem smislu jaz mislim, da do določene mere je Instagram začel
mislim, je neka menjava za ta predvolilni golaž, ki ga vidimo na terenu. Ni pa to v smislu, zdaj pa gremo samo na družbeno omrežje, pa samo tam bomo delali kampanjo in vse bomo tam skomunicirali, še zdaleč ne. In mislim, da bo tudi na družbenih omrežjih podobno kot v standardni kampanji v zadnjem tednu, tisti teden, ki bo odločil. Zdaj smo vseeno, koliko en teden tega je, in imamo vsi že vsega dost. In mislim, da tudi uporabniki družbenih omrežij so malo presenečeni, koliko se jim zdaj kaže politika, ker se jim pač prej ni. Jaz samo upam, da ne bo šlo v smer, ko bomo imeli kandidate, ki bodo rekli, volite zame, tukaj je kodica za tole kremo. Pač to, no, tega se bojim. Pa je na družbenem omrežju verjetno težje kot v klasičnih medijih prepoznati, kaj je dezinformacija. Ne? Tudi tam drugače nastopajo. Ne? Ja, absolutno je, plus da če jaz spremljam politika, ga verjetno spremljam, ker mi je všeč, ker sem njegov volilec. Drugo pa je, če meni politik skače zaradi tega, ker ima nek viralen video, pa jaz sploh ne vem, v katerem kontekstu je to narejeno. Takrat sem pač mogoče zmeden in tudi odzive vplivnežev na ta video lahko dojem drugače, kot pa če bi poznal cel kontekst. In ja? To sem mogoče jaz pa kot res like. Ampak to, kar jaz zaznavam, recimo iz nekega lastnega stališča, pa mogoče tudi iz neke recimo debate, ki imamo mi tudi, ne vem, na uredniških sestankih, pa tako. Ampak se mi zdi, kakor da ima ta nek doseg pri družbenih omrežjih, plus potem, ko se pojavijo torej, in deepfakei in hkrati te kakršnokoli napadi ali karkoli že to bilo, da ima neko kakor kapico. Torej, da se nekje pol pa to konča, kjer to prinaša neke plus točke v to, da minus točke. Ali da pač tam res enostavno klikneš to, kaj zdaj imamo tega dovolj, blokiraj, ne razumem več. Ne? Da se mi zdi, da potem, ko priješ v to, sploh ta občutek, da vsaka stvar, ki jo pogledaš, se v bistvu že vprašaš, ali je to res, ali ni res, ali je resnično, ali odkot zdaj to, zakaj se mi to prikazuje. No, tako, da se mi zdi, da potem se spet morda kot bralec, poslušalec, gledalec, stopiš korak nazaj, pa hočeš videti, no, zdaj pa mi lahko pokažete, prosim, zdaj. Želiš videti spet človeka v smislu, v tem klasičnem novinarskem smislu, torej, da predstavlja svoja stališča, ne vem, preko televizije, preko časopisa. To je absolutno res in to smo videli že pri koroni. Pri koroni je isto, kaj je bil začetek, je bilo na družbenih omrežjih ogromno informacij in vsi so govorili, da oni poznajo pravo resnico in tako naprej. Sčasoma so pa videli, da v bistvu se obračajo nazaj k medijem ljudi, ker pričakujejo od medija, da pač preveri nekaj, da tukaj bo pa nekdo preveril te informacije, ne bom jaz prepuščen sam sebi, da jaz ugotavljam pa 500 klikov naredim, da pridem do neke informacije. No. To tako, da je podobno. Kaj pa vpliv dogajanja z raznimi vplivneži? Ja, tako je. V bistvu vtis, ki ga smo ga tudi klasični mediji ustvarjali, zdaj so pa vsi na družbenih omrežjih proti trenutni vladi. Ni res. Ti, če imaš na družbenih omrežjih en drug mehurček, imaš drugačen vtis. Je pa res, da tisti ljudje, ki so nastrojeni proti trenutni vladi, so veliko bolj glasni. Tudi tisti, ki umirjajo žogco, niso v smislu glasujte za to vlado, daleč od tega, ni tako, ampak so bolj v smislu ohranimo en nivo komunikacije, ni vsaka informacija, ki jo deli vplivnica ali pa vplivnež, ki vam sicer prodaja kreme in prehranske dodatke, resnična, dajmo to preveriti in še vedno pač dajmo zaupati v neke institucije, ki jih imamo. Ampak vseeno tisti, ki trenutno prilivajo olje na ogenj, ga tudi zato, ker oni sami dobivajo pozornost. Govoriš o vplivnežih in vplivnicah? Oboje, ja. Zaradi tega, ker oni so podobno, vse v medijih je isto. Mi, če bomo objavili neko zgodbo, ki pa če igra na čustva, bo dobila več odziva. Vse tudi v politiki. Če bomo mi poročali o dolgotrajni oskrbi, ki je zelo pomembna tema, jo bo bralo manj ljudi, kot pa če bomo poročali o tem, da se Janša in Golob skregala. Pač to je čisto naravno človeško obnašanje, ki je na družbenih omrežjih podobno realnemu svetu. Okay. Bojana, ti si med drugim vodila projekt Forbes 30x30, 30 mladih do 30 let z vrhunskimi dosežki z področja kulture, znanosti, športa in podjetništva. Kaj te uspešne mlade zanima? Dva mlada z teh področji iz znanosti in podjetništva sta recimo Janezu Janši in Robertu Golobu zastavila vprašanje tudi za soočenje na ena, to je to soočenje, katerega Janeza Janša ni bilo. Kaj te mlade, torej perspektivne mlade z različnih področji zanima?
Torej, vprašanje se zastavlja Luka Sinček, ki je soustanovitelj podjetja Juicy Marbles in znanstvenica Maja Popovič. Tako v grobem bi rekla, da zanima jih predvsem, kaj bo naslednja vlada naredila za to, da bojo oni lažje delali in ustvarjali. Ne? Sinček je spraševal o tem, ali lahko pričakujemo, da bo bolj stabilno okolje, da bo imela podjetja tudi več časa, da se pripravijo na nekatere spremembe. Pri tem je omenil recimo uvedbo obveznega zimskega regresa, ki vemo, da je bil zelo na ad hoc sprejet. In to je sigurno skrb vseh teh mladih podjetij. To so startupi, stari so 2, 3, 4 leta. V resnici se šele postavljajo na noge. In že s tem imajo 1001 težavo, tako da jih vsaka taka sprememba čez noč seveda pretrese in povzroča velike težave. Omenijo recimo tudi minimalno plačo, pač letos se je v nominalnem znesku zvišala največ. Tukaj se je Golob zavzel za to, da bi bila formula bolj jasna, tako da bi tudi podjetniki vnaprej bolj jasno vedeli, kolikšno bo to zvišanje. Ampak recimo ta predvidljivost okolja, tukaj je pa v resnici tako rekoč popolnoma zignoriral to vprašanje. Govoril je potem druge stvari, o tem, kako je on zelo rad delil božičnico v GEN-I. Si ne moreš ti primerjati velikega energetskega podjetja z nekim malim startupom. In tudi imajo Popovič znanstvenico je zanimalo, koliko več denarja bojo namenili za znanost in razvoj, da bojo boljši pogoji dela, da vrhunski znanstveniki ne bojo delali za tuje inštitute. In tudi tukaj se je premier Golob bolj pohvalil za nazaj, bistveno manj je povedal za naprej. Tako da se mi zdi, da tukaj niso bili dobro slišani. Mogoče meni se zdi, da prav to, kar je recimo Bojana omenila, ta prvi del vezan na gospodarstvo, se pravi vprašanje plač, življenjskega standarda, se mi zdi, da bi bilo to lahko kar ena bolj pomembnih tematik v tej kampanji, da to ljudi zelo zanima, kar se tiče plač, pokojnin, tako da mogoče bo to, da bo te pogledi strank ali pa te obljube, a ne sploh strani politične desnice slišimo, se pravi pozive po razbremenitvi plač, zdaj leva stran nekako bi to reševala še na drugi strani proračuna z nepremičninskim davkom, ki pa ga v tem mandatu niso uvedli, tako da mislim, da tukaj bodo zelo zanimiva soočanja. Ne, da zanima to tudi ljudi na družbenih omrežjih. Nisem hotela reči, da v bistvu ne samo vplivneže, tudi mlade na splošno, ker velikih je na SP-jih in to mi veliko ljudi ponavlja, da to je tisto, kar jih zanima. Kaj bo z SP-ji? In tukaj se tudi naveže na to stabilnost okolja, ker vemo, kaj se je recimo dogajalo z normiracij v tem mandatu, nenehne spremembe in to je bilo res že težko slediti tem spremembam in na ta način se ne da delati. Da ljudje pričakujejo stabilnost in neko s tega povezano seveda, in kaj lahko pričakujejo in tudi, da imajo v določenih spremembah dovolj časa, da se pripravijo. Tukaj niso samo podjetja, drži, to so SP-ji, so normiranci in tukaj ni bilo okej, kar se je dogajalo v zadnjem času. In kako ljudje živijo, prav tako, mislim, se moče bom kasneje več kaj o tem rekla, ampak tu se res rišeta v grobem dve sliki. Eni pravi, da živijo slabše, Luka Mesec pravi, povejte mi, kdo živi slabše. Tukaj se mislim, da namerno manipulira, ker dejstvo je, da ne moreš tako posploševati. Kako kdo živi, je zelo odvisno, koga vprašate. Tukaj je zelo pomembna osebna inflacija. Dejstvo je, da tisti z nižjimi dohodki bistveno več družinskega proračuna namenijo za hrano. In zdaj hrana pa vemo, da se je najbolj dražila, recimo. Tako da njim potem se te zvišanje cen bistveno bolj zažira v družinski proračun in oni sigurno težje sestavijo mesec z mesecem kot nekdo drugi. Tako da tukaj neke pavšalne ocene vleči ne gre, ker ni res. Eni živijo slabše, eni pa boljše. In pričakujejo tukaj tudi verjetno neka jasna zagotovila oziroma konkretne obljube na tem področju, tisti recimo, ki... seveda, ljudi zanima, kako bojo živeli v prihodnje. Kako je pa ti mogoče na kratko, če se da, ocenila, kako stojimo gospodarsko v resnici? Gospodarsko, mislim,
Zdaj, če gledate soočenja, se rišeta dve vzporedni sliki. Po eni gospodarstvo cveti, kot bi rekel premier Golob, po drugi gospodarstvo poka po šivih, kot bi rekel Anže Logar. In pri tem vsak vleče svoje podatke ven, parcialne, kazalnike, gradi zgodbo okrog tega, utemeljuje na njih svojo resnico, ampak dejstvo je, da vsi ti podatki so zelo parcialni in ne kažejo celotne slike. Tako da v resnici ni niti eno, niti drugo. Pri tem je seveda veliko zavajanja, veliko netočnosti, strašno veliko površnosti, tako da če stvari malo poznaš, se včasih ti kar malo sapa vzame, da recimo premier utemeljuje cvetoče gospodarstvo z borznim indeksom, v katerem je 9 podjetij. Ne vem, kako lahko 9 podjetij zrcali stanje v celotnem gospodarstvu. Ali pa z desnega pola, da nas Hrvaška prehiteva. Mene res zanima, po čem nas prehiteva. Marsikaj bi se tukaj dalo reči. Ampak če pogledamo, mislim, gospodarstvo je, kar je dobro, je, da je malo zadolženo. To je dobro, ker v prejšnji krizi je bilo zelo zadolženo in to je problem, če pride do krize. Dobro je tudi to, da se je bruto domači proizvod v zadnjem četrtletju lanskega leta povečal bistveno bolj, kot se je na letni ravni. Kar pa ni ok, je pa zagotovo to, da na letni ravni seveda BDP upada, potem, da je izvoz zelo šibek. Tukaj so bili problemi z avtomobilsko industrijo v Nemčiji, v Sloveniji je veliko podjetij, ki so dobavitelji avtomobilski industriji. Dejstvo tukaj, da imajo vpliv carine, zaradi tega je večji pritisk blaga iz Kitajske in je na Evropo in je potem seveda težje prodati. Industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih se tudi krči. Dobički, recimo, to je tudi ena taka manipulacija, za lani ne vemo. Tako da predlani so bili malo manj kot leta 2023, tako da so bili absolutno še vedno na visokih ravneh, ampak ne vemo, koliko so ti dobički še rekordni. Drugič pa težava je v tem, da so zelo koncentrirani v 3 panogah: finance, farmacija in energetika, medtem ko je večina gospodarstva beleži od 22 do 24 znižanje dobičkov in to kar za okrog 16%. In to je problem, ker potem, če ni dobička, podjetja ne morejo vlagati, se iz tega se delajo naložbe. Če ni vlaganj, gospodarstvo stagnira. In seveda potem tudi ta velika zgodba, ki jo prodaja levi pol o zakonu o udeležbi delavcev v dobičku, kar je sicer ok, ampak če dobička ni, potem nimaš kaj deliti. Tako da ta narativa mi je malo hecna, kar pa res pogrešam v teh soočenjih, je pa, da je ves čas bolj govorijo o zaslugah za nazaj, kaj se je do zdaj naredilo oziroma ni naredilo, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu. Zelo malo je pogledal naprej. Mene bi res zanimalo slišati, kako nameravajo povečati dodano vrednost, ker ta je pogoj za višje plače in za višjo kakovost življenja. In tukaj pride, se mi zdi, ta debata, kako bo ljudje bolje živeli in kako bojo imeli več. Mislim, premier Golob je pred prejšnjimi volitvami na enem od soočenih tako ležerno povedal, da v 8 letih, če bojo imeli 2 mandata, bomo ne ujeli, prehiteli Avstrijo. Avstrija je imela takrat 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Avstrija je danes na 110.000, mi smo na malo manj kot 64.000. Veliko mandatov bi potreboval, da bi ujel Avstrijo s tem tempom. In tukaj se ne govori in tukaj se mi zdi srž problema. Luka Metka, ali lahko na kampanjo, na rezultat posredno vpliva tudi odločitev glede My Voice, My Choice, torej odločitev včerajšnja, mi danes snemamo to v petek, včeraj je bil četrtek, odločitev glede dostopnosti splava snemamo, torej kot sem rekla, v petek. Včeraj so se potem zvrstile ti odzivi, zelo nasprotujoči si odzivi z leve in desne strani o tem, kaj se je sploh zgodilo. Kaj ta odločitev sploh pomeni. Torej, lahko to, kaj stranke in politiki ob tem pripovedujejo o splavu in o tej pobudi, na kak način se odzivajo, vpliva na volivke in volivce za državnozborske volitve. Luka.
Ja, verjetno treba povedati, ne, da za to inicijativo, za to pobudo stoji pač inštitut 8. marec. Vemo pač, na katero stran ali pa katere stranke je pred zadnjimi volitvami podprla, se pravi Nika Kovač, se pravi levosredinske, medtem ko so jo v zobeh imeli na desnem polu. Tako da jaz tukaj v bistvu kakšnih večjih premikov v bistvu ne pričakujem, ker se približno ve, kdo kam kotira, pa kakšna stališča ima, kdo to pač, kar se je pa včeraj dogajalo, pa pač ona je v bistvu razglasila svojo zmago, zdaj njeni nasprotniki SDS Nova Slovenija so temu nekako osporavali. Dejstvo pa je, da pač komisija ni zdaj v celoti podprla te pobude ali pa jo ne bo predala naprej. Bi se lahko tukaj polariziralo na tej temi? Bi se ta tema lahko vlekla, mogoče zaganjala neke nove kroge v bistvu polarizacije? Razmišljam. Jaz bi rekla, da ne. Zakaj? Zato, ker se je ta tema že pojavila kdaj v kakšni predvolilni kampanji in se recimo, za katere bi rekli, da bi lahko bili tu, čisto vsebinsko mislim, da imajo pač stališča, ki bi lahko kazala na to, da niso najbolj za to. Recimo v Novi Sloveniji se je to enkrat zgodilo, se tudi njim ni takrat to izkazalo kot nekaj, kar bi jim karkoli prineslo. Kvečemo kaj odvzelo. Tako da jaz mislim, ne bi rekla, da se bi tu karkoli pomembno odločalo. Tudi ne, mislim, da ne bo čist, ne vidim, da bi zdaj to postala prav zares tema, razen če se bo kdo zelo zarekel, bom rekla tako. Tako mislim, da. V tistem primeru pa ja, potem. Mislim pa, da zdaj tega trenutka še ni bilo, pa gre za te politične, torej, ali pa točno to, kar je rekel, kaj to zdaj v resnici pomeni. Ne? Ampak vidimo tudi tisti, ki so bolj konzervativni, velikokrat poudarjajo, da pač to je nekaj, kar pač velja in da ne vedo, zakaj bi se o tem pogovarjali. Tako da, ne, vsakokrat, ko se je to kakorkoli želelo v Sloveniji, vsaj jaz tako vidim, ne vem, poskušalo odpirati, ni prineslo veliko. Je pa res, da se pač mogoče svet spreminja v zadnjem času, pa mogoče v prihodnosti to se lahko, ne vem. Se mi pa zdi, da to, kar se je recimo včeraj dogajalo, da to je bil v bistvu samo nek boj za prevlado ali pa za interpretacijo tako, tega, ali je Niki Kovač uspelo ali ni. Tako, ne pa v samem vsebinskem smislu. Ne, tako. Neda, a se bo dogajanje na omrežjih preslikalo tudi v volilne izide? Govorim tukaj in na družbenih omrežjih in kar objavljajo politiki in to, kar objavljajo o drugih politikih, o tem, kaj objavljajo influencerji, vse to dogaja v zvezi z različnimi influencerji in kdo to največ dobiva. Oziroma, lahko pričakujemo, v bistvu vlečemo vzporednico, da bo to se prelilo v rezultat. Ali je to v bistvu neko dogajanje, ki je še vedno ločeno od volišča, kako naj temu rečem? To je pa moje vprašanje za $1 milijon. Zdaj si postavlja to vprašanje, ker vsi radi imeli odgovor na to, ker če bi ga imeli, če bi bilo to res, bi vsi se osredotočili samo na družbeno omrežje in bi bilo to. Po moje nihče tega ne ve. In po moje bo šele po volitvah, seveda, čas za neko analizo. Se mi pa zdi kar problem v Sloveniji, da nam manjka strokovnjakov z tega področja, da nam manjka razumevanja tega področja. Se mi zdi, da tudi obnašanje politikov na družbenih omrežjih kaže, da jih ne razumejo družbenih omrežij in da tudi marsikateri politični novinar ne razume, kaj se dogaja na družbenih omrežjih in da do zdaj je veljalo, saj to je tam nekaj ob strani. Se ti zdijo večinoma neavtentični slovenski politiki, ko nastopajo na družbenih omrežjih? Kar sem jaz opazila je to, da v bistvu na omrežjih nastopajo drugače kot recimo na soočenjih, pokažejo drugačen obraz. Veliko je nekega tega cinizma, tudi nasmehov in tako. Pa poskusov neki, da bom šel malo ven iz okvirja. Malo ven iz okvirja, kar pa ne znajo vsi. Lahko se zelo po nesreči. Zdi se mi pa tudi, da v bistvu saj glavna protagonista, kot jih dojemam, da praktično nagovarjata svoje že tako volivce, že prepričane. Imam prav? Odvisno je, na katero družbeno omrežje ciljaš. Ker če ciljaš na X, je Janez Janša zelo avtentičen na tem družbenem omrežju, tako da tukaj mu ne moreš nič očitati, da pač on ni to, kar je.
Mislila sem bolj na Instagram in to. No, Instagram je pa v bistvu te naše politiki večinoma se niti ne trudijo, ko se pa trudijo v napačno smer. Se pa trudijo s skeči, z nekim muzanjem, pač to volivcem ni lih najbolj všeč. In vsi vemo ta zadnji video, ki je povzročil vse to, kar se dogaja zadnji teden. Burek je bila totalna strateška napaka. Jaz mislim, da se pozna to, na premijeru Instagramu se nasplošno pozna, da se obkroži z neko mlajšo ekipo, kar je super. Vice, da je uredil feed, da imajo nek drugačen pristop, ampak on bi potreboval še eno osebo, ki bi pa znala reči stop. Zdaj smo šli pa malo predaleč. V tem videu je poleg premijeja nastopal Dule. Ta gospod je znan kot Dule, on je kandidat Svobode zdaj na volitvah. Jaz sem morala kar googlati, da sem prišla do priimka tega Duleta, da vem, kdo je zdaj to, ker je on na družbenih omrežjih znan samo kot Dule. In če bi Dule sam posnel ta video, super, ampak premijer je bil zraven, no. Je pa šlo pač malo predaleč. In potem se je v bistvu tomu vrnilo. Mislim, druga napaka je bila pa to, da so zbrisali predčasno anketo. Tako da dve napaki, ena za drugo. In potem je sledilo dogajanje zadnjih dni. Kar se tiče družbenih omrežij, imam jaz en indikator je. Recimo, mi smo, resnica je na ta način nastala ali se obdržala, ali kakorkoli se pojavlja najbolj, ne. Zato ta zelo uporablja to. Ampak recimo v zadnji naši medijani, ko smo mi spraševali, torej kdo uspe priti, ko smo delali pravzaprav že volilno napoved, ne, se izkaže, da v bistvu, če torej anketiranci odgovorijo, da bi morda recimo lahko njih volili, je pa potem vprašanje, ko se jih vpraša, s kakšno gotovostjo se boste udeležili volitev, pa niso več. To je glavno vprašanje. Kot razumem, pač ciljamo na te neopredeljene zdaj. Ne? Ja, ampak to sem tudi že v veliko akcijah, tudi znotraj, med mandatom recimo spraševala, koga nagovarjam, se mi zdi, da tu je veliko zmede pri političnih strankah, koga pravzaprav nagovarja. Torej, a samo res tisto prepričanje, poskušajo seči tudi kam čez, in če poskušajo seči kam čez, kako res pravzaprav uspešni so ti poskusi, recimo, kot taki spade na način, da pač v bistvu iz njega sledijo samo še veliko parodij tudi, ne? Mislim, ne vem. Ja, recimo tale video, ki ga je premijer posnel, ne, tudi par dni nazaj, mislim, da se je pripravil na neko soočenje, je bil presrečen, dobivam številke, vse so tako dobre, to je neverjetno, to je bilo tako narejeno, to je bilo tako neautentično, to je bilo tako ponesrečeno, da ne vem, koga je lahko prepričal, no, ker je tako ni bil on. No. Mogoče za konec, kaj bi vi tistim, ki spremljajo kampanjo, ki se želijo, ne, ker to pa ljudje sprašujejo, ne, da ti si mi povedala, na podlagi česa naj se odločim, kako naj vem, kdo mi je v bistvu najbližje, ne? Kaj svetujete ljudem, na kaj naj bodo recimo pozorni, kaj bi bil recimo nek vaš nasvet? Podtekst. Zelo je treba biti pozoren na besede, ja. Pa dobro, ljudje, to moramo biti mi pozorni. Zelo pozorni in tudi potem takoj 23. marca pač spremljati, kaj je bilo izrečeno in kaj drži in kaj več ne. Ker vemo, da s 23. marca marsikaj več ne bo držalo. Jaz bi še vseeno rekla vsebina seveda, pa pač res dejstva. Dejstva v smislu, da je mogoče treba sam pač en korak nazaj narediti, pa pogledati, kaj je v resnici res, kdo je že v resnici kdaj kaj naredil, ker tudi to pa je posebnost te kampanje, da vendarle ne govorimo zdaj po par teh ciklih, ne, o povsem novih obrazih. Tega ni. Ne glede na to, govorimo za Vlogarjo ali Prebiliču ali komorkoli, ampak pa so to prav novi obrazi niso. Ne. Vseeno tu neki zgodovinski spomin moramo imeti, se pa strinjam, točno to, Bojana, pač, no, dajmo pač slišati, kaj pa od tu naprej. Ne? To je tisto, na kar je treba biti pozoren. Ja, absolutno, to bi tudi jaz rekla. Naj bodo pozorni na to, kdo govori o kako naprej, kdo govori o tem, o razvoju v prihodnosti. In tudi naj bodo pozorni na to, koliko so konkretni. Ker tudi, ko se govori o prihodnosti, je strašansko pavšalno. Ne? Bomo razbremenili delo. Kako? Kje bomo vzeli? Nepremičninski davek, jaz na soočenjih ga še nisem slišala. Ne? Vemo zakaj,
nobena vlada ga ni uvedla. Slovenci imajo 50-70% premoženja v nepremičninah. A ne? A bojo kaj drugega obdavčili, a bojo DDV znižali, kaj bojo naredili, kje bojo vzeli ta denar. To ne bojo pozorni. Koliko so konkretni in koliko govorijo o prihodnosti, po mojem mnenju. Neda, kaj bi ti opozorila ljudi, ki do njih prek družbenih omrežij, prek recimo Instagrama, TikToka, prihaja veliko političnih sporočil. Od politikov samih, ampak tudi od drugih, od influencerjev in tako naprej. Jaz bi glavni nasvet moj je ne se zapirati v svoj mehurček. To je res zelo, zelo nevarno, ker potem samo eno in isto mnenje vedno znova poslušaš in ne daš priložnosti nobeni drugi stvari. In mogoče pač, da jaz razumem in čisto naravno je, da če ti nekoga dlje časa spremljaš, da mu zaupaš. To je pač dokazano, da taki smo ljudje. Ampak da mogoče res ta influencer, ki mu ti zaupaš zaradi, ne vem, izbire kuhinje, ni ta, ki mu lahko zaupaš glede političnih stališč. Luka? Ja, da naj v bistvu ne verjamejo vsem, kar je na družbenih omrežjih, da naj te zadeve jemljajo nekoliko z rezervo, pa da vendarle, ne vem, če je kakšna tema konkretno zanima, da naj prisluhnejo soočanjem, ne vem, odprejo časopis, poslušajo radio, se pravi, da če se želijo informirati, da poiščejo tudi neke kredibilne vire informacij, kar verjamem, da večina slovenskih medijev je. Hvala vsem štirim za vaša mnenja, za ta kratek kaži pot po prvih dnevih volilne kampanje. Dragi gledalci in drage gledalke, poslušalci in poslušalke, v naslednjih tednih vam pripravljam nove volilne podcaste. Vsak bo drugačen, z drugimi udeleženci in drugimi poudarki, drugačen po formi in vsebini, tako da bodite kmalu spet z mano. Vmes pa spremljajte tudi volilno dogajanje z glavo, zaupajte točnim informacijam, novinarjem, ki postavljajo zahtevna vprašanja, ki so v javnem interesu. Jaz bi rekla še tole. Trivialnosti o kandidatih, njihova smekljanja in štosiranja niso relevantna za vašo prihodnost, naj vas to ne zavede. Pa še to, vse moje oddaje najdete na n1info.si v rubrikah podcast in poglobljeno. Nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov, na YouTube kanalu N1 Slovenija. Gledate jih tudi na EON-u in na strani Metroplay. Srečno in hvala, da ste vsak teden z mano in hvala še enkrat tudi vam štirim. Hvala. Hvala.